15. in 16. februarja po Sloveniji potekajo informativni dnevi za osnovnošolce in dijake. Univerzo na Primorskem je prvi dan obiskalo veliko število bodočih študentov z namenom pridobitve obširnejših informacij o študijskih programih, ki izvajajo članice Univerze na Primorskem. K vpisu na univerzo je povabil tudi rektor, profesor dr. Dragan Marušič. Pozdravljanje dijakinje in dijaki iz Slovenije in iz drugih držav. Če ste prišli na Univerzo na Primorskem, ste prišli na pravo mesto, zato ker je to sicer majhna, ampak mlada univerza, polna ambicioznih učiteljev in raziskovalcev, ki vam bodo pokazali veliko priložnosti za sodelovanja z gospodarstvom, raziskovalnega dela in sploh učenja za novo stoletje. Pa so dijaki že izbrali študij, s katerim želijo nadaljevati svojo izobraževalno pot in kaj jim je pri odločitvi pomembno? Računalništvo in informatika, ampak bom izbral program v angleščini. Jaz v bistvu nekaj v zvezi z naravo pa živali je pač meni najbolj pomembnej. Še vse je odprt, ker ne vem, kako bo in zaključek gimnazije in ful imam različnih interesov in ne vem še čisto nič. Pedagogika, delo z ljudmi, tako. Ja, prvo, da bi nekaj odnesel od študija, drugo, da bi se imel fajn, ampak predvsem se mi zdi pomembno, da dobim znanje za življenje, ker se mi zdi, da se je sistem tako spremenil, da ni več služb, ni več tega, mislim si v stalnem nekem pričakovanju, nekem strahu, kako boš naprej, da se mi zdi važno, da ti študij da neko varnost, pa da si siguren v sebe, da lahko narediš, kar hočeš. Točno na današnji dan leta 2017 je bil ustanovljen raziskovalni inštitut InnoRenew in ob tej priložnosti so prav na današnji dan, torej v petek 15. februarja, organizirali slavnostni dogodek, ki se ga je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je za našo kamero obudil spomine na obdobje, ko se je sam odločal za svoj nadaljnji študij. Jaz moram reči, da sem relativno natančno vedel, kaj hočem tako v prehodu v srednjo šolo oziroma v gimnazijo kot kasneje na univerzo. Tako da sicer sem šel na informativni dan, ampak velikih dilem, kaj bi rad študiral, pa nikoli nisem imel. Za bodoče študente pa je strnil tudi nekaj svojih misli in napotkov bodočim študentom. Jaz bi jim svetoval dve stvari. Na eni strani, da naj seveda pogledajo, naj se razgledajo, kajti ponudba programov je velika. In prav je, da si najdejo tistega, za katerega res sami najbolj želijo oziroma vidijo kot tistega, ki jim bo najbolj v življenju lahko pomagal. Jaz velikokrat rečem, da študij ni samo za 8 ur delovnega procesa, ampak je pravzaprav za 24 ur življenja. Zato naj si izberejo tak program. In na drugi strani, tudi če bodo sedaj mogoče izbrali nekaj, kar jim ne ustreza, je še vedno veliko možnosti kasneje za to, da si izberejo kaj drugega. Tako da ta odločitev je sicer izjemno pomembna, ni pa usodna in prav je, da je na ta način. Bodoči študentje, za vas so nekaj zaključnih misli strnili dekani, dekana in prodekan članic Univerze na Primorskem. Imamo izjemno dobre profesorje, ki so pomembni znanstveniki tako v slovenskem prostoru kot tudi širše. Tako da študentje bodo pridobili vse kompetence, ki so potrebne, da postanejo odlični učitelji, odlični vzgojitelji oziroma odlični pedagogi. Drugi razlog je ta, da zelo skrbimo za lepe človeške odnose med študenti, profesorji in asistenti, saj vemo, da so človeški odnosi temelj vsakega dela, pedagoškega pa seveda še posebej. In tretji razlog je ta, da pridejo študirati v Koper, mesto ob morju, ki ima poseben čar in junija, ko se bodo pripravljali na izpite, se lahko še kopajo. Na turistiki, fakulteti za turistične študije v Portorožu predvsem spodbujamo poleg samega znanja in kompetenc področja turizma tudi razvoj delovnih navad in pa socialnih kompetenc. Prav te socialne veščine v delu s turisti, z delu z gosti v hotelih so tiste, ki prinašajo dodano vrednost našim študentom z delovnimi navadami, to samo še podkrepijo
in samo znanje je pravzaprav na nek način osnova, da se zgradijo pri nas uspešne kariere naših diplomantov in diplomantk. Na Fakulteti za vede o zdravju imamo z letošnjim letom novost in s tem še bolj celokupno ponudbo, in sicer na prvi stopnji to pomeni zdravstvena nega, dietetika, prehransko svetovanje, aplikativna kineziologija in po novem tudi univerzitetni študijski program fizioterapije. S tem menim, da bo to ena dobra sredina medstrokovnega povezovanja na področju zdravstvenih ved in vse ostalo, priložnosti za mednarodne povezave, raziskovalno vpletenost študentov, konec koncev tudi strokovno in pa družabno življenje. Jaz bi predvsem vse dijake, ki razmišljajo o vpisu na fakultete, dala spodbudo, da razmislijo o študiju na Univerzi na Primorskem, predvsem na FAMNIT-u, na naravoslovni fakulteti naše univerze, kjer smo zelo interdisciplinarni in vsi tisti, ki se želite že tekom študija veliko sodelovanja z realnim okoljem, sodelovanja v raziskovalnih projektih, dobrodošli na FAMNIT. Kot vsako leto, tudi letos fakulteta ponuja nekatere prenovljene programe. Letos bi izpostavila komuniciranje in mediji, tudi recimo številne jezike. Verjetno se bomo vsi strinjali, da vendarle se v zadnjem času spreminja odnos do humanistike in družboslovja, da družbe, podjetja potrebujejo ljudi, ki imajo drugačen odnos do sveta, ki imajo empatijo do sočloveka, ki so naklonjeni sodelovanju, pogovarjanju in tako dalje. In zato je potrebno vzgajati in razvijati tudi take mlade ljudi. In vse take, ki imajo željo, potem seveda vabimo na humanistiko. Fakulteta za menedžment je poslovna šola z več kot 20-letno tradicijo. Vpeti smo v domače, poslovno kot tudi mednarodno okolje. Sodelujemo z priznanimi podjetji, vpeljujemo študente v praktično delo. V prihajajočem študijskem letu bomo začeli z izvedbo obeh prenovljenih študijskih programov na prvi stopnji, tako da to bi bile v bistvu nekako ključne prednosti študija. Mogoče še za izpostaviti to, glede na to, da smo manjša fakulteta, v bistvu skušamo to izkoriščati za boljši stik s študenti. Vpeljan imamo tutorski sistem, kjer študenti prejšnjih generacij prenašajo izkušnje svojim naslednikom. Ne pozabite na informativni dan tudi jutri v soboto 16. februarja ob 10. uri po vseh članicah Univerze na Primorskem. Sicer pa vam želimo lep prihajajoč vikend in veliko uspehov na bližajoči se maturi.